Poleg policijske ure, omejitve gibanja, pa je vlada v tem tednu sprejela še nekaj dodatnih omejitev. Povsod so po novem tudi strogo prepovedani vsi shodi, verski obredi in poroke. Od polnoči je število oseb, ki se lahko zbira skupaj, ki se lahko zbira na prostem. Torej, to število je znižano iz 10 na 6. Pa nam je šel še fuzbal. Prej je bila omejitev 10 ljudi, smo lahko igrali 5 na 5, ampak 3 na 3 pa z mojo družbo nimamo dosti kondicije. Več kot očitno pa nisem bil edini, ki so ga korona ukrepi močno prizadeli, zato je po razglasitvi epidemije prebivalstvo poskušal pomiriti sam predsednik vlade. Ker če ima pa kdo sposobnost, da lahko narod pomiri in zedini, je to on. Smo konec prejšnjega tedna na Evropskem svetu dosegli popolno soglasje o hierarhiji vrednot. Najprej so življenja, potem je zdravje in nato je ekonomija oziroma gospodarstvo. Vse ostalo, od zabave do številnih drugih aktivnosti, bo moralo nekaj časa počakati. Tako je prav. Najprej življenje in zdravje in šele potem stvari, zaradi katerih je vredno živeti. Jaz se absolutno strinjam, zato sem v strokovni skupini že predlagal nov slogan v boju proti koronavirusu, ki se glasi: živeli boste, pa če vam je všeč ali pa ne. Kakorkoli že, glede na trenutno situacijo, vsekakor upamo, da bodo sprejeti ukrepi zadoščali in da jih bodo ljudje spoštovali, saj utegnejo v nasprotnem primeru novi ukrepi biti še strožji. Bistvo koronskega problema v Sloveniji namreč ni število okužb ali število razpoložljivih postelj, kajti obeh imamo trenutno več, kot smo mislili, pač pa število strokovnega kadra. Dajmo reči, da v tej kategoriji pa nismo ravno med zmagovalci. Statistike govorijo v prid temu, da imamo med najmanj zdravnikov na število prebivalcev. Žal smo Slovenci med tistimi evropskimi narodi, ki imajo najmanj zdravnikov glede na število prebivalcev. Ampak po drugi strani imamo pa največ gasilcev glede na število prebivalcev. Če bi korona gorela, bi imeli že zdavnaj vse pod kontrolo. Pa še veselice ne bile prepovedane, ampak zakonsko obvezne. Se bo pa po projekcijah korona vsaj širila kot požar. Inštitut Jožef Stefan, ki pripravlja projekcije, ocenjuje, da reprodukcijsko število znaša 2,16. Po domače, vsak okuženi v povprečju okuži nekaj več kot 2 osebi. Korona se v Sloveniji torej širi podobno kot verižna pisma. Najprej fašeš sam, moraš pa še deliti z 2 prijateljoma, drugače ne boš imel sreče v ljubezni. In kot pri verižnih pismih, vam tudi pri koroni ne bo noben hvaležen. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.